Dajmo skočiti v Francijo, državo, kjer jejo polže zato, ker ne marajo hitre hrane. Njihov predsednik François Hollande, lahko preberem do konca, je 2 dni nazaj imel govor o podprtju železniške proge za hitri vlak. Naj razložim, hitri vlak, to je tista sodobna naprava, ki vas od Ljubljane do Jesenic pripelje v 10 minutah. Take naprave imajo v prihodnosti in v državah, ki niso Slovenija. No, Hollande je med govorom zmotil, tako rad zgovorim to besedo, Hollande je med zmotil glasen pok. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Je ne pense pas. Ta pok je bil strel iz ostrostrelske puške. Policijski snajper na bližnji strehi ni imel aktiviranega varovala na puški in ko se je premaknil, se je spotaknil in po nesreči sprožil puško. A veste, ko politik na odru ni edini, ki strela kozle. Zdaj, policaj je ranil 2 človeka, Hollande pa se ni dal zmotiti. A je ustrelil mojega volivca? Ne, ko je, da gremo dalje. Smo pa zvedeli, da je francoska policija že razodela, za katerega policista gre. Človek bi mislil, da nekoga, ki ni mogel ujeti Pink Pantherja, policija ne bo več zaposlila. Sploh pa si predstavljate, greste poslušati predsednika države, pa vas šicne policaj. No, razen če poslušate Cerarja ali pa Janša, pol molite, da vas nekdo šicne. Se je drugače, zelo podobno. Dejstvo je, da je ta ostrostrelec dober, še ko se spotakne, nekoga zadane. In ta nekdo, ki ga je ranil, je bil natakar, ki je skrbel za goste. Eni pravijo, da ga je snajper ustrelil, ker je Chardonnay točil v kozarc za merlot. In jaz sem folk je občutljiv. Jaz sem prepričan, da se je našel gost, ki se je pritoževal, da mu ta natakar še zmeraj ni prinesel kave. In vem, kaj boste rekli. Ta novica je toliko informativna, ker bi istočasno brali Demokracijo in gledali JTV. Ampak nam se je v 4 sezonah nabrali toliko vicev na račun ostrostrelcev, da smo končno prišli na svoj račun. Zato je bilo to. Zdaj pa skočimo za momenček k bratom Srbom, kjer bodo aprila potekale predsedniške volitve. Kandidatov bo 15, favorit Aleksandar Vučić pa je že posnel zanimiv predvolilni spot. Dame in gospodo, govori vam vaš kapetan. Govori vam vaš drugi kapetan. Možda ćemo izabrati neku drugu destinaciju. Nećemo, idemo mojim putem. Mojim putem! Nećemo! Ovo bi moglo da bude najgora noćna mora. Naša zemlja, kao i ovaj avion, poverena na upravljanje 2 ljudi, predsjedniku i premijeru. In Vučić je seveda edini, ki to državo lahko reši. Pa kje si bil, ko je strmoglavilo malezijsko letalo, Aleksandar? Zdaj, metafora je dobra. Srbija strmoglavlja, ker se pilota, premijer in predsednik države prepirata. Ne poglejmo, kdo sta premijer in predsednik Srbije. Tomislav Nikolić in Aleksandar Vučić. Stric, ki se prepira, medtem ko Srbija strmoglavlja, pravi volivcem, da se zaradi njega ne bojo več prepirali. Zdaj, kaj imaš v planu? Boš istočasno premijer in predsednik, Aleks? Vučić je kot mafija, razbije ti lokal, pa reče, da te bo čuval pred napadi, če mu vsak mesec plačaš. Ampak glej, Aleksandar je rešil avion. Če bi spot posnel v Sloveniji, bi se končal malo drugače. Nećemo, idemo mojim putem. Mojim putem! Nećemo! Boljše metafore ni. Mogoče bo zdaj boljš, ker je Cerar mačo in bo kopilota zaprl na WC. Sam prosim, če je na WC-ju lahko ogledalo, da se bo predsednik republike lahko gledal. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!